Dobrodošli na današnji posnetek. In sicer danes vam ponosno predstavljam nekoga, ki ga niste videli že dolgo časa, in to je en in edini Uroš Hribernik. Rođen na hribu. Živi v dolini. Danes bomo naredili posnetek v spomin na enemu prijatelju, Roku Langenwalterju. En mesec nazaj je šel na brdo Slavnik, to je tukaj na Primorskem, in ga je zadela na poti nazaj strela. Je preminul in s tem pač nas je zapustil. In sva jaz pa Uroš pač, ker ga poznava že dolg časa, rekla, da greva v njegov spomin obiskati ta Slavnik in tudi kaj povedati o njemu oziroma vsemu temu, kaj se je kaj dogajalo med nami. Vi vsi veste, da jaz živim od sponzorstv. In hvala Bogu, da me je kontaktiral Surfshark, ki je podprl ta video. In sicer, kaj je to Surfshark? Surfshark ti je firma oziroma podjetje, ki ti omogoča privatno virtualno omrežje. Kaj to pomeni? To pomeni, da ti skrije tvoj IP naslov. Sprav vsak računalnik ima svoj naslov, katerega lahko vidijo drugi v internetu. In on ti to skrije. Te vrže nekam drugam, da si, ne vem, iz Nemčije, da si iz Alžirije, da si iz Amerike. In s tem te zaščiti pred hackerji. Da ti tudi antivirus, pa te zaščiti pred malwareom. Kaj je to? Tisti trojanski konji, kuki, te fore, on ti to vse eliminira. In kaj je dobro Surfsharka? Dobro je to, da lahko ti dejansko gledaš vse strani na svetu. Recimo greš v Ameriko in gledaš njihov Netflix. Zakaj je to dobro? To je dobro zato, ker imajo oni drugačen Netflix, ka mi. Oni imajo več filmov, več serij, mi smo nekako limitirani tle v Sloveniji. In kaj je še dobro s Surfsharkom? Dobro je to, da ti zaščiti tvoj računalnik pred pogledom tvojega internetnega ponudnika, da on ne vidi dejansko, kva ti gledaš. Vse veš, kaj mislim. A ja, enkrat, ko imaš Surfshark, lahko ga uporabljaš na vseh svojih napravah, neomejeno, kjerkoli. Pa dobro, če vlečeš recimo kafič, pa imajo unten svoj public Wi-Fi in te Surfshark zaščiti pred tem, da te kakšen ne zheka. Surfshark je naredil zdaj akcijo. Prve 3 mesece na moj ime dobe. Pa 83% popusta, če klikneš dol link v mojem opisu. A ja, pa pazi to foro. Če ti Surfshark ne paše, lahko v 30 dneh skenslaš ga brez slabe vesti. Vrnejo ti cash in ti si spet vesel. Se pravi, prvo, ko prijete sem do Slavnika, eno tako veliko parkirišče, kjer lahko parkirate. Uroš, daj povej, dolg časa te že niso moji prijatelji videli. Kako si? Kaj počneš? Uživam življenje. Kaj je novega v tvojem življenju, da mi ne vemo? To, da se je zgubila najboljš prijatelja. Nekaj, ki se je ful težko sprijazna s tem. Škokat mi pride tako, da ga pokličem, pa se kar spomnim, pa se ga ni več. Za Slavnik pravi, da je to primorski Triglav. Koliko ima višine to? Malo čez Jurja, a Jurja 50. A sploh veš, kaj moramo jeti? Nimam pojma, no grem jaz enkrat za spremembo za tabo. Ti si me pripeljal, jaz sem sam hodil. Ti raj pokaži, na kaj si me nafuku, da obujem. Toplo mu je v noge. A gled, kaj je onos? Pravo imel vzam gojzere. Jaz gledam doma, onos, kvap gojzere, zdaj so to, niso julici. Nema žive duše. Čakaj, kle so rekli, da je bolj strma. Grejo po tepu. Ajde, pa grejo po strmi. Prav strma pot ura 10, lažja pot ura 40. To znači za mene, ko sem se glih bureka najedel, 4 ure. Pri tej kapelci morate zaviti levo. Mi dva sva šla z avtom gor in sva prišla do Makedanske poti in sva rekla, ne, bova se furala gor, mi gre peš gor. Sama, viš ti, kva sem jaz razmišljal, a ni Rok šel dol z druge strani? Ker ta stran, če pogledaš, je ful polna gozda. On je bil pa na Jasnem. Ja, on se je na vrhu gor je slikal, ne? On je na vrhu gor slikal, tam je planota gor tako. Ker se je od tukaj ne vidi. Jaz nisem bil nikoli gor. To bova na vrhu gor videla. Levo 1 urca, desno urca 30, ker smo mi tukaj s konjem, ki leti gor, pač on mora na hitrico jeti. Mi bomo prišli 25 minut. Misliš ti? Ne, ti. Bodite pozorni na tako markacijo, to vam pove, da ste na pravi poti. Evo je že počelo, že kvadrocepsi bolijo. Ta tabla vam pove, da ne smete z avtom mimjati. Jaz sem mislil, da je lih to, da greš lahko levo ali pa desno mimo. Sam naravnost. A veš ona fora, ko se zjutraj naješ, kosmičev banana, kosmiči razne vrste, proteine malo noter, mleko brez laktoze, bla, bla, bla. Naješ se, dobro se počutiš. In rečeš, ajde čez 2 ure, bo v redu. Ne, ti čez 2 ure greš gor. Podrigiva se ti prvo, prdi se ti, zategne si, vrti se ti. Vse, sam tis, kar si mislil, da bo, ni. Drugač, kakšna se ti zdi pot za začetek? Podobno na Šmarni gori. A se tebi sanja, kje naj bi Roka strela zadela? Zdaj sva prišla malo na odprt in prvo, kar sem pomislil, je to. Da bolj na odprta, ma ne? Ja. Ne vem, mogoče bova videla, kje kakšna svečka, kaj. Rad se mu pa še malo pozanimali, da bomo videli. Jaz, kakor gledam, če bi on bil med temi drevesi, zelo mala možnost, da bi ga zadel, ne? Je pa res zanimiv, ko je on naredil prvo ta story, ta zadnja na vrhu gor.
Jaz sem mu malo za tem pisal, ampak ni bilo več odgovora. Jaz mislim, da pač hotel pobegati pred njo, ne? In ker ste videli, je dost planote brez dreves in ga je tam ruknil. Baje, sta bila z njim še en par italijanski, ki sta pa počakala, ne vem, pol uro in ona dva sta ga najdla na tleh. Zdaj jaz si ne moram niti predstavljati, v kakšnem stanju je on bil, ker veste sami, da strela ima, ne vem, milijone voltov in baje, telefon je bil stopljen, ključi so bili tudi, upam, da je umrl tako, takoj, da se sploh ni zavedel. Upam, da ni trpel. Uroš, jaz sem zdaj shvatil, zakaj je meni težko gorjeti. Tukaj si star. Palce sem pozabil. Kaj greš s palcem gor, stari, razmigam hrbet, noge, prsa. Znači, res se je telo tako, me pa samo noge bolijo. Zavarovano območje je naravni spomenik Slavnik. Slaven po razgledu in pisanem cvetju. Kaj pravi, da lahko sam slikaš rozice, ne smeš trgati, ne smeš se dreti, Dino, to zame vela, ne smeš metati smeti, ne smeš se z avtom peljati, stari. Kaj si Uroš kupil, si rekel? En žakelj kostanja. Žakelj kostanja si kupil? Ja. Za kolikrat bo to? Za 3. Za 3krat. Ne vem, če veste, ampak Uroš je fenomen. Se pravi, Uroš ful paz na hrano, svakemu čast, disciplina 100%, vse. Ampak on, ko začne jesti, daj povej, kako sta z bratom jedla pice zadnjič. Rezervacijo sem naredila v 3 picerijah in v vsaki sva pojedla 1 do 2 pice, se pravi vsak. Ne rečem, pri ta zadnji je imel brat že malo krize, meni je bilo lih prav. Čak, ti meni zdaj hočeš povedati, da si ti pojedel koliko pic? Jaz sem pojedel, mislim, da jih je bilo 5. 5 malih? Ne, normalna pica, sam te niso lih tako, kot so te naše klasične, ampak so te Napoli style. Kaj je testo malo lažje. A ti povem, jaz svojo zgodbo s picami. Jaz, ko sem bil tam mal, sem bil pač debo, ne. Dejansko sem ful pojedel. Jaz imam bogih 75 kg, ne. Daleč od ideala žensk, ki bi rade imele 100 kilaše pa to. Ampak jaz sem imel 75 kg tudi v osnovni šoli, 8. klas. Tako da zdaj imam tudi 75 kg, nekako tam od 72 do 76, 77 jaz variram. Ampak je ena razlika. Kot tam malo sem jaz lahko pojedel veliko pico in to tako. Zdaj vzemam pol, kaj neka baba sem rato. Oli, kjer hud hrošč. Kva se svet. A je to govnač. Ja bi pa lahko z avtom prišla. To je besedno res. Dejansko se da prijeti z avtom. Ja itak, se treba tudi ti zgor zalagati s hrano, ne. Evo ga, to je pa kva Trumova koča, kako je. Čeprav pravijo, da je čez teden zaprta. Kaj bi šel po cesti? Tam praznik, vikend odprta sem bral. Kaj misliš, če bi šla tako, pa tako, tja. Okay. Aj kar udar zdaj po prečki. Ali boš rozi čez gazijo. Podgorje je 1 ura, mala vrata 2 ure, velika pa Žabnik, Ostrič 6 urc. Ok, letiva gor in kva srečava Francoze, Nemce, Italijane, sam Slovencov ni. Kaj pa sva midva? Trumova, jaz sem rekel Trumova. Kam so pa zdaj prišla? To je pa državna geotetska točka. Tukaj ti kaže, koliko daleč je kakšen kraj. Benetke 130 km v ono smer. Ljubljana 68 km. Dino, kaj pa ti kaj v roku povedal? Imel je telo, ki smo mu vsi zavidali, no saj jaz. Kar se tiče karakterja, je bil ful v redu fant, miren fant. Zelo je imel rad punce, tako kot mi vsi, samo mogoče on še malo bolj. Zelo je bil discipliniran, rad je treniral fitness. Poznal sem ga prek tebe, Uroš, ne vem, če se spomniš, ne, 2009. Jaz sem ga prvič videl leta 2007 na fitnessu v Stožicah. Ja, res je, kje smo hodili trenirati. Jaz smo hodili trenirati in dejansko ga jaz nisem poznal takrat. No pol čez nekaj časa, čez 2 leta, pa sva se začela družiti, začela sva ful hoditi na morje. Imam še en posnetek, ki je on snemal mene, ki sem skakal. Ajde, Jaro. A bo? Za poslovilca. Za kraj sezone. Pol sva začela žurati, ful je oboževal to musko 90, tako kot jaz. Potem, ko smo odrastli, zelo je rad imel diskoteko DC3 Dakota.
To je bila ena izmed največjih diskotek takrat v Evropi, bila je v BTC-ju. Je vedno govoril, da ni več časov, kot DC3 Dakota. In vsakič, ko je bil kakšen DJ Time Back in Time, sva jaz pa on šla. Zdaj nazadnje so bila 2 leti nazaj dol v Tivoliju, je bil neki koncert, pa smo se imela ful dober. To mu ne bom nikoli pozabil. In ta novica, da je pač preminul, mi je mene res šokirala. Vsi tisti, ki me followate na Instagramu, veste, da tiste teden nisem mogel več pač nič delati, da dejansko tudi videa nisem izdal. Prav dobesedno sem se zjokal ene parkrat. Tako presenečen sem, koliko čustev iz mene lahko prevre, ko dejansko se spomniš, da tega človeka pač več ni in da ko je lahko sploh to možno, da zdaj te ni, ugotoviš, da si minljiv. Jaz sem takrat hodil z eno punco, ki je hodila z mano takrat na fitness, itak me je prevarala, tam zajebala na polno nož v hrbet. Mislim pač njene stvari takrat, da se jih rešim, da jih pošljem, kao, da izpadem jaz dober fant, namesto da zažgem vse skup. In jaz se spomnim, da sem šel v Trzin na to DHL postojanko in sem poslal ta paket. In ko sva se spoznala, mi je on povedal, da je on dejansko ta paket predal njej, oziroma njemu fotru. Kjera slučajno. Bil tak miren, ne, nazadnje sem se malo spičila, malo sem ga napizdil, pa ni bil tak, da bi se skregal z mano, on je pač bil tiha, ne. Tak je bil, ne vem, malo povlečen vase, čeprav je zelo rad poziral pa to, zelo je rad pokazal svoje mišice, bi si rekel, da je tako ful nadut. Pa dejansko jaz tega nisem čutil, da je nadut. Tako da ja, fajn sva se imela ful, on ve, zakaj sem mu jaz hvaležen, vedno mu bom hvaležen, dosti lepih trenutkov sva skupaj preživela in sam upam, da tam kjerkoli je, da mu je dober in da slej prej se pač srečamo. Klevo, hitrej dino. Kaj greš šel boži gor? Klevo, ne. Pa da igra tukaj kot normalni ljudi. Pa nisem videl normalno. Model je kar zaplezel tukaj gor po vseh 4, a veš ti kjer nagib je to takole. Si si rekel, da ti malo roke delajo. Evo nas na vrhu. A misliš, da je šlo not? A itak nekdo tukaj ima pisarno človek. In še kapo pozabil. Zaprtje, ne moramo not. Evo prijatelj, če slučajno drž, da ne bo mokra. Sprav, tu je ta planota, kjer je Rok šel in tukaj nekje ga je zadel. Oziroma, da sem nekje. Enoga tam je pa dejansko parkirišče, kjer smo parkirali. Daj ti meni povej, na kar se prvo spomniš, ko pomisliš na Roka. Vidno mi bo prva stvar stopila v glavo, je Ibiza. Kjerga leta je to bilo? Začela se z 2015, 2018, pač poznala se že 20 let. Zdaj, če si ga dobro poznal, tako kot sem ga jaz, pač je bil precej drugačen, kot tisti, ki ga niso toliko poznali. Za večino je bil pač kao bolj zaprt, tih, ampak jaz, ko sem ga poznal, pa je znal bil pa tako kar precej govoriti. Rad je bil v središču, zelo veliko sem mu pomenil lajki na Instagramu. To mu je kar vzel kakšen let življenja, da se je sam s tem ukvarjal. Pa mislim, da je zdaj na koncu je videl, da je to vse skupaj samo en, da to ni nič od tega. Rok ima otroka, Lijana, ki je zelo navezan bil na njega, tudi Lijan je zelo lepo vzgojen. No. Dostikrat sta prišla k meni, dostikrat smo šli tudi skupaj, ki ga je igrati, pelil pa tak. Zdaj mi povej, če bi mu lahko povedal zadnje sporočilo, kaj bi mu povedal? Evo, zdaj boš ostal večno mlad. Ja, bal se je postarati, saj se vsi bojimo, ampak on je res imel to fobijo. Dejansko on se ne bo nikoli postaral. Ne, njega bomo imeli skozi v spominu kot mladega. Langi, kaj tako zdaj razmišljaš, ne? Kaj ti je bilo tega treba, ne? Baje je šel tam z eno punco, baje, ne vemo, pač na morje in nazaj grede. Je skočil na Slavnik, moje, da se slika, da naredi sliko na Instagramu. Ne, na Slavnik je šel, ko sem imela v planu iti začetek jeseni na Triglav in je šel malo kondicijo še pimpat. Ne vem, pač to je tisto, ki si rečeš, ah, se me ne more zadeti, ne, se prej po moje na lotu zadev, ampak ne vem, pač pridejo dnevi, mislim dnevi, se vsak dan, ko ga bi poklical, včeraj gledam neke posnetke, so se dosti na tiste posnetke smejala, pa tak, niso rekli objave. Sem rekel, s kom jih ne zdaj delim, da bo to sploh še kdo razumel, pač, ker njega ni, ostali tega ne okoli razumeli. Ah, vse gleda, zdaj si misel, budale so šli gor, zdaj jokajo za mano tukaj. Pejte v live ženske ganjati. Mislim, tako je bilo, ne. Jaz sem šla, se spomnim enkrat, tu so šla pa v Grčijo in tako pač noben od naju ne pije. In je bilo druge, kakor da so cel dan bila tam na bazenu in gledala. In to je bilo to. In tako kao, pej ti, ne, pej ti, ne, pej ti, ne, pej ti. To je bilo to. Ja, nič, malo smo se izpovedali. Zdaj gre pa počas nazaj, dol po planoti, pa po šumi do avta, pa je konc. Zdaj gre pa dejansko si predstavljati, kako je, kaj je on gledal to nevihto, pa kaj sploh razmišljal.
Zdaj tukaj gledava dejansko, kje se je Rok spustil in kje ga je sploh ruknil. Sploh ne veva dejansko, samo ugibava. Tako da, če greste v gore ali v hribe, prosim, glejte napoved. To je mene Uroš že naučil par let nazaj. Midva nisva šla po tej poti. Mi smo ful zajebala. Kje ne midva hodila? Ampak dol bova prišla. Midva hodila kar nekam dol, zdaj smo dojela dejansko, da nisva tle šla. Preveč sva v debato padla. Zdaj sva srečala ena, dva dvojčka, ki laufata gor na Slavnik in sta povedala, Da ga je strela zadela v hrbet, da ga je prevrnil direkt na Na nos. obraz in da je bil čist kurjen. baje pa tam bolj levo, iz jase, tam sta ena, 3 drevesa in imel je še baje pajpas za telo in zdaj, mislim, za srce in zdaj mislila, da je zaradi tega. Tako da ja, smo eno informacijo dobili, da zdaj gre. Mislim, da sva zaključila današnji spominski izlet. Sam osebno sem se odločil, da bom to naredil, zato da nanjega spomin še vedno živi. Tako da ja, zdaj pa bi od vas prosil, da napišete spodaj komentar, če ste vi kdaj to doživeli, izgubo prijatelja ali pa kakšnega svojca, kako ste vi to kaj preživeli. Pa stisnite ta like pa subscribe, šerite to zgodbo, da čim več folka zve tudi za njega. Pa da nekako pač gremo pol tudi naprej.